Ja, moje osebno mišljenje je, da vsaj na začetku, smo v prvih leto ali dveh, da bi bolj kot ne ostajali na naših tleh, seveda so gotovo pomembne teme, ampak dejansko vemo, da Slovenci svoje lastne zgodovine, svoje lastne preteklosti ne poznamo. In priložnost, kako jo prikazati ljudem, je gotovo ponuja ta revija. Kar se pa tiče tega, prej sem govoril o povezovanju oziroma o spodbudi, ki ne bi jo ta revija dala stroki, odziv stroke na to revijo, konkretno arheologov. Med arheologi se o tej reviji oziroma še nisem slišal, da bi se pogovarjali. To me niti ne toliko preseneča, upam si trditi, gotovo to pomeni, da je revija dobra. Ker če bi bile hude ali pa težke napake, bi se vsul plaz kritik. Morda ta slovenska zavist, ali ne vem, kako bi temu rekel, ampak jaz iz svojih lastnih izkušenj vem, da če ni odziva, pomeni, da je v Sloveniji nekaj kvalitetno. Ja, to gotovo drži. To je pogosto za slovenski prostor, da je ignoranca je pogosta. Čeprav bi pravzaprav si človek želel, da je bil odziv, bodi si pozitiven ali pa negativen. Tako kot pravijo Američani, da je znal bad publicity, to bi bilo pravzaprav dobro v vsakem primeru. Ampak mogoče se mi zdi, da v prostoru zgodovinopisja je pa bila revija, recimo, opažena, saj tako sklepam po številnih odzivih. Je pa res, da nekateri pa morda tudi niso komentirali, pa še bolj. Kar se tiče pa tistega prejšnjega tvojega vprašanja o širjenju tem, ja, načelno je to seveda potrebno. Kot rečeno, je treba ta naš pogled na zgodovino, slovensko zgodovino diversificirati, tako da bomo videli njeno kompleksnost. Treba jo je postaviti v kontekst, prej sem omenjal imperije, v katerih smo živeli. Torej, treba je primerjati procese v Sloveniji na Slovenskem s podobnimi ali enakimi procesi, ki so se dogajali drugod, videti razlike, videti podobnosti. Se mi pa zdi, da je dragocenost te revije ta, da se osredotoča na slovensko zgodovino. Zdaj, pred kratkim je prišla na trg licenčna revija zgodovinska, podobnega tipa, v tem smislu, da je zasnovana tako, da pride do širšega občinstva. In to se mi zdi načelno dobro. Moj pomislek je pa ta, da je vprašanje, koliko je smiselno za Slovence to, da propagiramo anglosaksonski pogled na svet. Mi pripadamo svetu Srednje Evrope, delno tudi Mediterana in v zadnjem stoletju, prej gotovo tudi svetu Balkana. Tako da jaz bi si želel, da raziščemo predvsem potencijale te perspektive, preden uvažamo recimo anglosaksonsko perspektivo, ki ima že tako ali tako dovolj prostora na svetu. To je moj pomislek. Glejte, čas pravzaprav teče, bi kdo od vas še kaj interveniral? Jaz bi samo prosila, če bi se lahko tudi malo bolj poglabljali. Sam ne vem, če lahko o to našo sodstvo, od zgori do dol, pa od zgori do gor, nekako zaudarja po nečem, nikakor ne pazi
še ne v Srednjo Evropo, ne v Avstro-Ogrsko, ne v prejšnje čase. No, zdaj vidim, poslušam poročila, berem o tem sicer ne tako natančno, ker vidim, da enostavno imam občutek, da v šoli, vesela sem, da sem točno v pravem času živim, da sem v šoli videla in zdaj šele potem vidim, da so nas učili dvorno zgodovino in ljudje nimamo nobenih takih stvari, na katere bi se lahko zanesel, ker tiste letnice tam, ki so bile, so dostakrat vprašljive. Ljudje, ki so nastopali, umirali in tako naprej. Gospa, se jaz mislim, da ste lepo povedali, ampak dejstvo je, da za naslednje leto, to so ta velika spraševanja, ki smo jih skozi, kaj je prav, kaj je narobe, kaj je dobro, kaj je slabo in tako naprej. Jaz mislim, da bo tudi kaj takega prišlo na vrsto. Zdaj pa v koncu, če gospodu daste, ki je pa naš gostitelj in nas bo povabil še na ogled revije. Ahvejte, pozdravim po latinsko, jaz sem Dekinus iz Emone in bi vas povabil tjale na stojnico, kjer se pripravira revija. Se jo prodaja po promocijski ceni zadnja številka, ki govori tudi o Emoni, torej o tem mestu, kjer se nahajamo tudi zdaj. Se dobi za 3 evre, kar je zelo ugodno, več kot 50% znižanje. Prve 3 številke pa vsaka za 2 evra, da se tudi naročiti revijo. 4 številke na leto se dobijo za 27,60 € in zraven dobite še praktično darilo ter prvo številko, na zadnje številko za ston. Tako, vabljeni tjali na stojnico, na koncu levo. Hvala lepa. Tako avtorje pa tudi potem prosim, pa se zmedno bomo z Barbaro urinali. Skratka, hvala lepa za potrpežljivost in upajmo, da se v letu v Soraj vidimo. Hvala lepa.